Na nekaj manj kot 2000 hektarjih kmetijskih površin, ki so v Sloveniji zasejane s hmeljem, so minuli teden zaključili s obiranjem. Največ približno 70% ali 1400 hektarjev površin je v Savinjski dolini, preostala pa na Koroškem, v Posavju, nekaj tudi na območju Ptuja in Ormoža. Letošnje površine zasejane s hmeljem so v primerjavi z lanskimi manjše za približno 5%, predvsem zaradi svetovne krize v hmeljarstvu oziroma nizkih cen pridelka. Največji pridelovalec hmelja na Ormoškem je podjetje Jeruzalem Ormož Sad, poslovni center Poljedelstvo, ki različne poljščine goji na 1300 hektarjih obdelovalnih površin. Hmelj je sicer v podjetju Kultura z najdaljšo tradicijo. Ja, zdaj v našem podjetju se z hmeljarstvom ukvarjamo že več kot 50 let, vendar so bili z začetka nasadi na drugih mestih. Verjetno starejši se spomnijo nasadov, kjer je sedaj tovarna sladkorja Ormož, pa v Veliki Nedelji. Ti nasadi v Trgovišču pa so nastali in bili predani v namenu pred 80 letmi, oziroma leta od 75 do 80 let. In koliko hektarjev je tega? Ja, trenutno podjetje obdeluje 45 hektarjev površin z hmeljem pod žičnico, ki so različnih sort, različnih starosti. Hmelj je trajnica in se zasadi za desetletje, v tem času mora tudi svoje dati. Koliko pa se pridela tega v tonah? Ja, pričakovani nekšni povprečni pridelek je nekaj manj kot 2 toni po hektarju, tako da mi pridelujemo tam, sedaj imamo trenutno nekaj mladih nasadov, tako da trenutno pridelamo tam približno okrog 70 ton, rečemo, hmelja bomo pridelali v letošnjem letu. Kakšen pa je postopek vse od začetka, od takrat, ko se hmelj, oziroma ste rekli, da je trajnica, kakšna je potem tista nega od pomladi naprej? Ja, hmelj je zelo tak, največ podobnosti bi lahko našli tudi z goricami. Hmelj se spomladi odorje iz grobov, potem se opravi v drugi polovici marca in začetku aprila rez hmelja, ki je zelo podobna rezi, podobna kot je pri vinogradih. Sledi napeljava vodil in pa navijanje hmelja, da se potem začne vzpenjati po teh vodilih navzgor do žičnice. Potem pa sledijo te dognojevanja v maju, juniju in juliju ter seveda zaščita hmelja, ker je občutljiva in kar težka, zahtevna kultura, ki zahteva natančno škropljenje pa dognojevanje in tudi nego. Največje delo pa je verjetno, da se ta hmelj obere, ne? Koliko vas takrat pristopi k delu? Ja, moramo reči, da hmelj ima 2 veliki špici. To je spomladanska, ko pride skupina 15 sezonskih delavcev, zaposlimo 15 sezonskih delavcev, ki poskrbijo za spomladanska dela, torej za napeljavo vodil, korekcijo hmelja in pa navijanje. In pa v jesen, ko nas prav tako pride okrog 15, ki poskrbijo za obiranje hmelja v Trgovišču in pa sušenje hmelja v Ormožu. Kakšen pa je postopek obiranja? Ja, postopek obiranja je sledeč, da hmelj se potrga z trgalniki in se ga pripelje do obiralnega stroja, ker ga delavci vlagajo v obiralni stroj in se ga na tak način obere do storžkov. No, ko so potem storžki obrani, jih odpeljete v sušilnico? Ja, storžke obrane odpeljemo v sušilnico v Ormož. Sledi še sušenje hmelja, ki traja tam 6 do 8 ur, odvisno tudi od vlage, od vremenskih pogojev. In pa potem, ko je hmelj posušen, pa ga zapakiramo in pripravimo za plasiranje na trg.
Verjetno je delo pri stroju najtežje delo pri ubiranju hmelja, še posebej na vhodu, ko je treba streči velikanskemu stroju. Kako vam gre delo od rok? Ja, fajn. Jaz sem že tu drugo sezono, tako da že vem postopek dela. Kako hitro recimo, kako hiter je treba biti? Ja, kar. Odvisno tudi, kako je kup zložene, ne? Kako se vsem pripela. No in koliko časa traja en švung, no? Kako dolgo zdržite lahko? Ja, delamo nekaj 3 ure, te pa je malca, te je malo pauze, pa dale. No, se vam zdi težko delo to? Ne, ni težko. Odvisno tudi od vremena. Vas boli križ recimo? Ne, zaenkrat še ne. No, od opreme imate rokavice, kot vidimo. Ja, rokavice, delovske šolnje pa hlače. Se vam zdi to težko delo za žensko? Pa ne prehudo, če je le dobro zloženo, te lepo gre. Je treba včasih tudi kaj fejs cukniti? Ja, tudi, ja. Ja, to pa res. Pa sfolgate recimo strečti temu stroju? Ja, moraš. No, veste verjetno, da je vse odvisno od vaju tukaj. Ja, to tako, ja. Se zgodi, da včasih zmanjka kaj, pa je treba malo počakati? Ja, mogoče tudi, če ga noter porino, mislim, tam moraš iti v letete. Hiter pač moraš biti, ne? Sobilke so zapletene ali jih treba tudi razvozlati? Ne, mislim, ne, edino kak pripalo, mislim, če je, kaj bi reklo, ki je ne moreš cuknuti, ne? Mislim, kaj bi tam noter lahko delal, ne? Zakaj pa morata biti dva? Ja, kaj eden ne bi folgo. Eden mora noter delati, eden pa ta, ki ti do, ne, ki lepo gre. Podaja torej, ne? Ja. Kako dolgo pa ste vi že tukaj v službi? 2011 sem začela. 2011 to pomeni, da že imate kar neke prakse. Ja. In vedno delate na istem delovnem mestu? No, zdaj sem 2 leti ne tu bila, zdaj pa sem opet prišla. Ste že odprej imeli kaj izkušenj s tem, z hmeljem? Ja. Se morda spomnite, kako se je to včasih še ročno ubiralo? Ne, ručnega pa se ne. Ti pa se ni bilo poleg. Hmelj mora biti enakomerno, dobro mora biti zataknjen, da ga stroj ne odpne, ker vsaka bilka, ki odpne stroj, se nekje zatakne, vse mora iti, da stroj povleče, kako on dela, ne. No, kakšen je pravzaprav potek od tam od začetka do konca, ko pride ven? Zdaj najprej ta 2 vlagatelja, kot mi pravimo, vložita trto v hmelj, stroj si jo potem sam potegne naprej do teh valjev, ki oberejo storžeke, te glavni del hmelja, no, liste, manjše vejice, na trak, potem po tem traku potuje naprej po stroju in stroj naprej v 3 delih to vse očisti, liste stran, peclje stran, tisti hmelj uporaben, gre pol v ormož, ostalo pa odpad. In kam pravzaprav ti odpadki grejo? Ti odpadki grejo tu nazaj za halo, jih porinemo tam dol v skladišče, kako temu ne rečemo. Pol tisti, ko so brez špage, jih potrosimo po njivah, ker je to tudi pol kot gnoj. Ostale pa pustimo, da pade skupaj, da se razgradi. Hmelj v Sloveniji zaseda okoli 1% njivskih površin in predstavlja blizu 1% vrednosti kmetijske proizvodnje. Povprečno pridelamo v Sloveniji od 1500 do 2000 ton hmelja letno. Pridelava hmelja v Sloveniji obsega 3% tržnega deleža v globalni ponudbi hmelja. Svetovno tržišče ceni izjemno kakovost in aromatičnost slovenskega hmelja. Pridelamo ga več kot 17 različnih sort. Tudi v podjetju Jeruzalem Sad so s kvaliteto letošnjega pridelka zadovoljni. Tako tudi obiranje gre lažje. Letos odlično, ja, ker je lep hmelj, pa lepo gre. Se vam zdi je dober pridelek? Po mojem zelo dober. Diši zelo lepo, ne? Pa še kako. Kako dolgo ste vi že tukaj? Od 2013. Jeseni sem začel z obiranjem, pa zdaj, da bomo tudi letos obiranje končal svojo, kako bi rekel, službeno pot. Ja. Se še spomnite, kako je to bilo včasih, ko smo ročno obirali hmelj? Ja, to pa še smo hodili v šolo, pa smo tam, ki je zdaj sladkorna, praktično tam so bile hmeljišča in tam smo obirali ročno, ne.
kobulico po kobulice. Ne. Pa bilo tudi zanimivo. Več je bilo ljudi, družilo se to vse, dosti heca je bilo. Zdaj pa je to malo bolj tehnika napredovala, pa se malo manj pogovarjamo, pa moramo drugo bolj poslušati, kakor bo to. Se vam zdi to težko delo danes? Proti časi je to zdaj dosti boljše. Ne? Koliko ur delate, ko je sezona? Zdaj, ko obiramo 12 ur. Po dnevi 12 ur, po noči, zdaj to so 2 zmene, ne? In mora iti non-stop zaradi hmelja. Ne? Ste kdaj prešteli, koliko teh vozičkov odpeljete? Teh vozičkov na dan, pa mislim, da 84. Naložim jih pa verjetno še več. V času obiranja hmelja se dela nepretrgoma 24 ur. Izmena za delavce tako traja po 12 ur. Tudi delo na poljih oziroma obiranje je, glede na suho in toplo vreme, letos šlo tekoče. Delo gre koliko toliko v redu, ker nam vreme še služi. Če pa je dež, pa je malo bolj kritično. Koliko takšnih prikolic dnevno odpeljete? Dnevno, ja, kaj jaz vem, zdaj to je 3x8, 24, 25. In koliko časa traja, da se napolni ta prikolica? Ja, odvisno, če gre lepo, če nič ne zafrkavlja, te je puno v kakšnih 10 minutah, če ne pa malo duže, ne. No in kaj bi lahko zafrkavalo, kot pravite? Ja, včasih hmelj pade na tla, ga treba odsekati, srpom pobrati ali pa s prikolicem pade dol. To je, večinoma je to, drugo ni preveč. In kaj se zgodi, ko je mokro, recimo, ko dežuje? Takrat verjetno težje gre vse skupaj, ne? Ja, traktor ne gre tako, kako bi želel, ker se gume pelajo, moker si, cele. Hudo je, ne? Ja, se vam zdi to težko delo? Ja, ni glih prijetno, ne, ker hmelj je oster, reža, špagate vreže tu pa tam. Pač je tako. Po koliko ur se dela? 12 ur. Ja. Tudi po noči, kako pa po noči gre to vse skupaj? Ja, enako kot po dnevi, samo po noči se ne obirajo te sohe, pa ki so sohe, pa sidra, ker ne vidiš, ne. Tu se po dnevi naredi, po noči pa oni redi, ki so čisti, ki ni soh, pa ne sider.
Ti je naporno, glede na to, da 12 ur delaš? Pa sicer se navadiš na vse, ne. Pač smo taki ljudje, da se navadiš na vse, ne. Nič zmetno, taki, vse gre. Super, si imel kakšne težave sedaj od 18. avgusta? Ja, začetki so malo problemi bili, ker se navadiš na traktor, pa malo da na stroj, pa to vači pa zaba gre. V tem času je hmelj obran, sledi sušenje v sušilnici in pakiranje. Sicer pa je postopek, ko se hmelj pripelje s polja, takšen. S traktorjem se pripelje v košarah do sem. Tako, te pa se na rampi razloži, pa z dvigalom odpelje do peči, tam pa se začne stvar nasipavati. To je etažna sušilnica z 4 mrežami, to je to. Ja. No in potem, kako dolgo se suši hmelj? Ja, hmelj mora rečemo biti v takšni etažni sušilnici 6 do 8 ur, ne. Te bi nekaj tu bilo pravilno posušeni, ne. No in zakaj se sploh mora posušiti? Ja, kaj se lahko primerno skladišči, ne, da malo vlaga se tu gre, ne, zdaj, če je premokro, te to splesljivi to zadeva, ne. Tako, to je to. No in ko je primerno usušen, sledi pakiranje. Kako pa to izgleda? Tu vidite, končni produkt je tu. Ko je on rečemo posušen tam na nekaj 7-8% vlage, gre po enem traki, ki se tudi delno zim, ko se hmelj ohladi, navlaži in se te stiska tu na tej preši. To je to. Ja. In potem se zapakira, se stisne, zapakira v takšne vreče. To vreče imajo rečemo nekaj okrog 50 kg. Zložimo jih na paleto po 6 komadov in damo v skladišče. Ne. In potem tako pripravljeno čaka kupca. Kupca, tako. Nekaj stvari se rečemo certificirajo, vzorci se jemljajo in je tu pač hmelj pripravljen za prodajo. Kar 95% slovenskega hmelja hmeljarji še vedno prodajo v tujino. Kljub temu hmeljarji upajo na bolje. Nenazadnje imajo letos sklenjenih bistveno več dolgoletnih pogodb za odkup hmelja. Kar 95% ga prodajo v tujino, saj ga obe naši največji pivovarni za celotno proizvodnjo odkupita le okoli 160 ton. Tudi v Ormožu kar 70% pridelanega hmelja prodajo v tujino. Ja, hmelj je pač trajnica, ker je pač hmelj trajnica, imamo večino hmeljarjev tudi v Sloveniji takšen princip, da se sklenejo dolgoročne pogodbe, ki se sklepajo od 3 do 5 let. Tako da tudi pri hmelju se dogajajo krize z viški, z menjki. Včasih špekulanti odnesejo dobro, večinokrat pa tudi takratko. Tako da mi pač gledamo na celotno stvar dolgoročno in sklepamo tudi dolgoročne pogodbe z zanesljivimi kupci. No in če vprašam drugače, kako donosna je sploh kultura? Jaz bi rekel, da je zahtevna, ampak tudi precej donosna. No, vaši kupci so iz Nemčije največ, pravite? Tako, mi večino 70% hmelja plasiramo v Nemčijo, k največjemu trgovcu z hmeljem na svetu. Nekako smo se v tej zgodbi vsi skupaj našli. In sicer leta 2010-2011 je bila velika kriza v hmeljarstvu, ker pojavljali se viški v slovenske pridelovalce, tudi kupci niso verjeli, ker so se v preteklosti dogajale razne špekulacije. Tako da smo se pač mi z temi gospodi povezali direktno in moramo reči, oni so zadovoljni z nami, saj upamo, da so, mi pa tudi z njimi moramo biti. Imate tudi kar nekaj načrtov, takšnih smelih, kaj se bo torej dogajalo na tem področju? Ja, naša težava oziroma mislim, da lahko rečem, smo edini verjetno v Sloveniji, ki imamo obiralni stroj na mestu pridelave, medtem ko je sušilnica pač v Ormožu. Sušilnica hmelja je stara
50 let je bila postavljena še v času teh nasadov v Ormožu in Veliki nedelji. Sedaj pa so pač naše želje zadevo preseliti v Trgovišče na mesto obiranja. Gre tudi za, pač enostavno je tudi sušilnica nekoliko zastarela, tako da naši načrti so postaviti tudi ta sušilni del pridelave na mesto v Trgovišče. No, da si bomo lažje predstavljali, takšna sušilnica, kakšna je to površina, kako na veliko se to zgradi? Ja, to ni tako zelo, da bi zdaj rekli, da bo to neki veliki objekti. To bo v obstoječih objektih, saj želimo si, ne želimo na novo graditi nič. Sušilnica mora biti dovolj velika za kapaciteto obiralnega stroja, tako da mi bomo zgradili sušilnico etažno. Vse načrti so takšni, da bi imela 60 kvadratov veliko, tako da to bo v obstoječih objektih v Trgovišču. Za kilogram suhega hmelja bodo hmeljarji letos iztržili od 4,5 do 7 evrov, odvisno od sorte.